Poslavljamo se od zime, kličemo pomlad. To pa pravi tudi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, ko pogleduje proti državnozborskim volitvam 22. marca. Kot pravi, SDS gradijo koalicijo z volivci, ki jim bo omogočila ustavno večino razuma. Svoje kandidate za volitve bo stranka razgrnila jutri na predvolilni konvenciji v Ljubljani, kjer bodo predstavili tudi program, ki nosi ime Za Slovenijo. In predsednik SDS-a Janez Janša je naš gost. Dobro večer. Dobro večer. Torej, recimo, da so jutri volitve in vi sestavite vlado. Videli smo ameriškega predsednika Trumpa, ki je že v prvih urah podpisoval izvršne ukaze. Bi vi storili podobno in kakšni bi bili ti ukrepi v prvih urah oziroma morda prvih dneh vaše vlade? No, vlada ne more podpisovati izvršnih ukazov, lahko pa začne delati takoj in to bomo mi storili. Jutri bomo predstavili nekatere konkretne poudarke našega programa, imamo pripravljeno tudi obsežno zakonodajo in delati bomo začeli prvo uro. Torej bi lahko pričakovali nek podoben omnibus zakon, kot ga je sprejela Golobova vlada in ta koalicija? Ja, verjetno bilo treba nekatere stvari pač popraviti tudi z nekim mogoče omnibus zakonom, s tem, da oni so ukinjali, mi bi to vračali nazaj, pametne stvari bi vračali nazaj. Ampak to ni glavna stvar. Mi imamo za vsa področja pripravljene zakone, zakonske rešitve, ki so pač potrebne in ki jih je, glede na to, v kakšni situaciji je Slovenija, treba sprejeti v realnem času. Morda nekaj najnujnejših, najverjetneje tiste za dohodnino, olajšave, ki so bile ukinjene? Ja, jutri bomo našteli nekaj 100, gre pa predvsem za to, da je potrebno stabilizirati v Sloveniji poslovno pa tudi politično okolje. Delamo, zato potrebujemo tudi ustavno večino, zato govorimo o ustavni večini razuma. Rabimo okolje, kjer se bo splačalo delati in gospodariti, kjer podjetja ne bodo bežala na Hrvaško, sposobni mladi izobraženi ljudje pa v Avstrijo ali v Nemčijo, mi pa namesto njih uvažamo nizko kvalificirano delovno silo. Tukaj imam jaz en temeljni pokazatelj tega, kje smo. Prvič po krizi je bila gospodarska rast v Sloveniji v lanskem letu za 30% nižja od evropskega povprečja, kar pomeni, da ne dohitevamo Evrope, ampak zaostajamo, da nas dohiteva Hrvaška. Še en tak mandat levih kumanskih eksperimentov pa nam bo za ovratnik dihala tudi Srbija. Skratka, okolje treba stabilizirati, stvari postaviti na svoje mesto in zagotoviti, da bomo izkoriščali potencijale. Slovenci smo sposobni mnogo več, zaslužimo si višje plače, višje pokojnine, boljšo infrastrukturo. Ko govorite o ustavni večini, na kakšen način bi vi spreminjali ustavo pred leti? Kar nekaj leti ste imeli idejo o drugi republiki, gre za podobne rešitve kot takrat? Ne gre za novo ustavo, gre za nekatere zdravorazumske dopolnitve te ustave. Recimo ustavo moramo postaviti davčno sidro. To pomeni, da na ustavni ravni omejimo tisti del bruto domačega proizvoda, to je tega, kar vsi skupaj ustvarimo v enem letu, za katerega lahko vlada potem v proračunih načrtuje, kolikšen delež bo pobrala, mora biti neka zgornja meja tukaj določena, kar zagotovi stabilnost in predvidljivost tudi na daljši rok. Zato se bomo mi pogajali z vsemi, ustavna večina je 60 glasov, nobena vladna koalicija doslej ni imela, tudi ni potrebno, računamo na to, da bo v naslednjem državnem zboru 60 razumnih poslancev, s katerimi bo možno se dogovoriti o tem, kje so zgornje meje porabe, kolikšen del te porabe pripada lokalni samoupravi, zato da Slovenijo decentraliziramo. Treba se je končno dogovoriti in tudi zato potrebujemo ustavno večino, kakšne in katere pokrajine bomo imeli, zato da se odločanje približa ljudem. In seveda treba je tukaj zagotoviti tudi to, da bo naš pravni sistem začel delovati, če hočete konkretno. Treba je zapisati ustavo, da se ustavne sodnike volijo oziroma imenuje za dvotretjinsko večino. Dobro, jutri predstavite tudi kandidatno listo, bojda so na njej aktualni poslanci in pa bivši poslanci stranke Mira Cerarja oziroma Modernega centra, denimo Gregor Perič pa Monika Gregorčič. Morda še kakšno presenečenje?
Mislim, na listi je večina dosedanjih poslancev, veliko ministrov iz prejšnjih vlad, približno polovica je novih kandidatov, se pravi teh, ki niso bili niti ministri, niti poslanci, se pravi ena tako dobra kombinacija izkušenj in svežega vetra. Tudi veliko mladih kandidatk in kandidatov je, skratka, iskali smo najboljše za vsak volilni okraj. Zdaj, od vaše nekdanje vlade SMC-ja ni več, pa Desusa ni več. Nova Slovenija je zamenjala svojega predsednika za to, da bi morda spet lahko sodelovala z vašo stranko. Je na nek način sodelovanje z vašo stranko usodno za druge? Ne, sodelovanje z našo stranko ni usodno za druge, usodno za Desus in za stranko Modernega centra je bilo to, da so bili pripravljeni sodelovati, da niso več pristajali na politiko izključevanja in da so se naši koaliciji pridružili takrat, ko sta bile samo dve alternativi. Ali gremo v volilno kampanjo, na začetku razglašene epidemije, država je bila popolnoma nepripravljena takrat, ko je Marjan Šarec vrgel puško v koruzo, ali pa sestavimo neko vlado, ki je šla čez ločnico levo-desno in rešujemo življenja in zdravje ljudi. Dve stranki, ki sta bili prej v levi koaliciji, sta se odločili za to, da rešujeta zdravje in življenje ljudi. Bili sta napadeni, diskreditirani, uničevani, predsednica Desusa je mogla odstopiti zaradi sendviča. Skratka, bil je strašen medijski pritisk in namesto, da bi bilo to ravnanje, ko nekdo interese države postavi pred interese stranke nagrajeno, je bilo tukaj kaznovano. Dobro. Če vas prav razumem, ste bili potem vi na nek način pionir politične širine, ki jo na teh volitvah prodaja predsednik demokratov Anže Logar. No, mi smo, Slovenska demokratska stranka je trikrat sestavljala vlado. Mi smo vedno k pogovorom povabili vse stranke, ki so bile v parlamentu in smo naredili koalicijo iz tistih, ki so bili pripravljeni sodelovati. In v naših koalicijah je bilo vedno vsaj ena stranka z levega pola, če ne drugi je bil to Desus. Kar pomeni, da smo to širino pokazali v praksi. Poleg tega smo dvakrat v naših mandatih sklenili partnerstvo za razvoj z večino opozicijskih strank. V prvem mandatu recimo je bilo to zelo plodno sodelovanje s takratno stranko Boruta Pahorja, čeprav so bili oni v opoziciji, ker pač jim strici iz ozadja niso pustili, da bi šli v koalicijo, smo z njimi uskladili 56 sistemskih zakonov. Tako da, zdaj, ko se govori o tem, kdo je sposoben sodelovati in kdo ni sposoben sodelovati, je tukaj praksa to vse jasno pokazala. Dobro. No, poglejmo, kako je te dni predsednica države Nataša Pirc Musar z Radio Slovenija razmišljala o podobnostih med dvema osrednjima politikoma. To ni daleč od resnice. Res je, da je politika obeh vsebinsko, bom rekla, drugačna. En je liberalni pol, en je konzervativni. Jaz imam rajši to oznako kot levi, desni ali še kaj hujšega. Predvsem, bom res kar iskrena z vami, se podoben način dela vidi pri odnosu do medijev in neodvisnih državnih institucij. No, predsednica je primerjala vas in pa premijera Roberta Goloba. Kako ji odgovarjate, vidite v premijeju sebi sorodnega politika? Meni se je zdela zelo zanimiva ta izjava na koncu, ko je rekla odnos do neodvisnih državnih institucij. Gospa predsednica je ravno kar imenovala za šefico protikorupcijske komisije svojo tesno osebno dolgoletno prijateljico. Zdaj, če je kdo bolj... Ona sicer pravi, da to ni, da se ne poznate. Če je kdo bolj znižal, no, pogooglajte pa boste videli, če je kdo bolj znižal kredibilnost kakšne institucije, kot je to ona storila s tem korakom, mi ga pokažite. Vi pa ne vidite nobene podobnosti s premijerjem Golobom? Mislim, jaz vidim podobnost s tem, da voditi vlado je mukotrpen posel, ne glede na to, kdo je na tej poziciji, solid pamet, iz udobnega protokolarnega fotelja pa nekaj drugega.
Dobro, odzvali ste se na informacijo, da je specializirano državno tožilstvo vložilo obtožni predlog proti 4 poslancem Nove Slovenije zaradi domnevne zlorabe položaja pri nenapovedanem nadzoru policije v okviru parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. No, po mojih informacijah se je s komisijo KNOVS podobno počelo že prej v preteklih mandatih, preverjali naj bi namreč tudi vašo številko, če se prisluškuje konkretno vam. Pa se vam ne zdi, da ni v tem primeru ključna razlika ta, da naj bi Matej Tonin s SMS poročilom nekaterim vidnim članom NSI-ja sporočil, da se jim ne prisluškuje? Ja, in kaj bi oni s tem dobili? Kršili so postopek, ker so te stvari tajne. Ja, mislim, gledajte, zdaj v parlamentarni demokraciji, ker imate vlado in opozicijo in ima vlada v rokah tudi inštrumente represije pa možnosti nadzora, ne. Omejeno sicer zakoni, ampak zdaj ta omejitev nič ne zaleže, če ni tukaj nadzora, ne. Zato obstaja parlamentarni nadzor. In jasno je, da ta komisija, ki jo vodi opozicija, predvsem preverja, ali oblast prisluškuje opoziciji, kaj pa ne bi drugega preverjala. Tako da je tukaj, jaz se spomnim mandatov, ko smo bili mi na vladi, ne pa je imela Levica to komisijo, pa oni so skozi hodili v nadzor in so preverjali, da se jim prisluškuje in so si sporočali to med sabo. Celo na novinarskih konferencah so o tem razlagali, pa ni bilo nobenega postopka. Pa samo še to, SDS in NSI zahtevata ustavno presojo zakona o dolgotrajni oskrbi. Vi pravite, da bi ta prispevek zamrznili. Hkrati ste prej uvodoma povedali, da bi bil eden od predlogov, da se ustavi neka omejitev uporabe BDP-ja. Na nek način, če bi vi zamrznili ta prispevek, zdaj stroški dolgotrajne oskrbe so izjemno visoki. Kako bi vi nadomestili ta manko za ta sistem? Ne, ravno obratno je, ne. Pobralo se je več denarja, kot je bilo stroškov. Saj veste, saj ste o tem poročali, lani je ostalo okrog 160 milijonov neporabljenega denarja. Se pravi, zaračunal se je davek oziroma prispevek za storitev, ki ni obstajala in ki še v določeni meri še vedno ne obstaja. To je tako, kot da bi vi otroka vpisali v vrtec, pa bi rekli, aha, hvala lepa, ko ste prišli, mesto se sprosti šele čez 1 leto, takrat ga pripeljte, pa ga bomo čuvali. Položnico bi vam pa poslali že naslednji mesec. To so naredili z dolgotrajno oskrbo. Prispevek se je začel pobirati 1. julija lanskega leta. Večine storitev pa še vedno ni. Saj večina denarja, ki se je lani pobrala za dolgotrajno oskrbo, sploh še ni bila porabljena in še vedno ni porabljena, porabljajo ga za druge stvari. Tako da za ta čas, dokler ni storitev na voljo, jasno, da je treba ta prispevek zamrzniti, treba je odpraviti ta prispevek za upokojence, odpraviti je treba podvajanje ali pa potrojevanje tega prispevka, to je tudi protiustavno po moje. Ampak ne glede na to, kaj bo storilo ustavno sodišče, eden od prvih ukrepov po sestavi nove vlade bo, da bomo to za upokojence odpravili, ker to je obdavčenje za nazaj. Pokojnina je plačilo za minulo delo, ne pa socialni transfer. In zamrznili bomo prispevek za tisti del, kjer storitev ni, ker je nepravično, da plačujemo nekaj, česar še vedno ni. Dobro. Najlepša hvala, da ste bili nocoj naš gost. Hvala vam.